Kaj vi mislite, s čim bi bili vi nevarni v univerzi? Gre mogoče tudi za kak obračun? Verjetno vam bi kdo očital, izgubili ste, ne, kot protikandidat rektorju Rozmanu, ampak šlo je za tesni izid. Ja, v prvem krogu sploh. Gre za neko nesimpatijo, ne. V enem pogovoru mi je rektor celo očital, da je bil moj program izrazito provokativen. To me je kar sezulo, ne. Moj program je bil točno to, kar zagovarjam tudi sedaj, usmerjen v akademske vrednote, v utrjevanje, spoštovanje akademskih vrednot, sodelavcev, resnice, če tako celo besedo povem. In to mi je dalo misliti, ne. Očitno obstaja neka strašna zamera, obstaja neka posledično izgleda tudi težnja po maščevanju. Da se odzivam na krivice, ne vem, jaz čutim to kot svojo dolžnost, nenazadnje. Pa tudi, človek ne more mirno gledati, če se dogaja krivica. Mislim, da civilizacija temelji na neki empatiji, na tem, da sodelujemo, da si pomagamo, ne pa na tem, da se mlatimo, pač namesto s kiji se pač mlatimo s pravnimi akti, močnejši pa zmaga, pa tisti, ki ima več pravnikov za sabo. Ampak priključitev študentske organizacije, ki je jasno, da se bode z univerzo, ne, ali javno, ali na osebni ravni samo, ne, kako to? Da se je v bistvu zdaj manifest naredil skupaj s tem, se vam zdi, da bi lahko to imelo eno negativno konotacijo vseeno? Upam, da je ne bo imelo. Seveda, zdaj kakšni so bili razlogi, da je nekdo pristopil k podpisu tega manifesta, razloge pozna samo tisti, ki je to podpisal. Še enkrat poudarjam, jaz sem jo podpisal zaradi vsebine, ne zaradi ostalih imen, ki so na tem seznamu, pač tudi morda s katerimi od teh nisem ravno najboljši prijatelj. Ali smo se pa že kdaj tudi spričkali, ali v kakšni stvari smo popolnoma nasprotnega mnenja, vendar to ne pomeni, da zaradi tega jaz ne bom podpisal nečesa, kar mislim, da je vredno podpreti. Zdaj, kakšne namene ima ŠOM, odkrito povedano, ne vem, torej, oziroma kolikor vem, si tudi oni želijo bolj odprto univerzo, ki bo bolj pripravljena na sodelovanje, ne pa na neko diktaturo. Ne bi se pa rad spuščal v nobene igrice in res srčno upam, da ne bo ta manifest zlorabljen, torej, da se ne bo zlorabil za neka obračunavanja. Če se bo to zgodilo, potem seveda ne bomo dosegli osnovnega namena in to se seveda vedno lahko zgodi. Kako se agitira k podpisu tega manifesta? Ja, zdaj osebno priznam, da proti koncu semestra je toliko dela s predmeti, študenti z raznimi zaključevanjem, da sem sicer poslal na nekaj naslovov, za katere vem, da jih bo to zanimalo, ali je kakšna bolj intenzivna akcija poteka, mislim, da ŠOM kar precej intenzivno ta manifest propagira. Mislim, mimogrede, da je na ŠOM-u tudi veliko zelo sposobnih ljudi. S vsem, kar počnejo, se morda ne strinjam, pa načinom, ampak dobro, to kot rečeno še ne pomeni, da pa se v nekaterih točkah ne strinjam. Ja, vem za manifest je na spletni strani Akademska odličnost, kje.si. Tam je en seznam podpisnikov, ki se pač daljša s vsakim dnem. Naj ne bi šlo za neko trenutno akcijo, ampak je morda to tudi en portal, na katerem bodo lahko posamezniki izrazili svoje mnenje, ker se bodo tudi nekako ustvarila neka jasnejša slika. Ker zdaj se dogaja nekaj malega tu, nekaj malega tam,
rektorat običajno te nestrinjanja ali glasove proti utiša ali pa jih je na vse zadnje vedno manj. Ljudje se bojijo vprašati kogarkoli, na hodniku, kjerkoli, izjave težko dobiti javne, ampak ovdje rekel, da vam pa vsakdo povedal na družino, ker nikoli ne ve, kdaj bo pristal recimo v vratarnici ali pač na nekem delovnem mestu in potem sam odšel iz univerze raje, kot da počne stvari, za katere pač ni tukaj. Kakšna so pa vaša pričakovanja? Se vam zdi, bo univerza tokrat odreagirala, se bo kaj spremenilo? Verjetno je neki cilj, ne, temu manifestu. Zagotovo. Univerza bi morala uzreti svoje poslanstvo, svoje ključno poslanstvo in če nam bo to uspelo, potem sem prepričan, da se bodo dnevi razsvetlili oziroma bomo končno začeli delovati v pravo smer. Ne bomo več zgubljali energije za neke konflikte, za neko kontrolo, ampak bomo to energijo usmerili v naše osnovne delo, torej raziskovanje, poučevanje, sodelovanje. Ne tisto ozko delo, ko damo vsakemu konjske plašnice gor, pa delaj to in samo to in nič drugega. Ampak bomo res pri tem kreativni, odprti, torej predstavljam si univerzo kot nek mrežni model, ki je dinamičen, ki pač se zaveda svojega poslanstva, iskanja resnice.